Poslednje, to je bodovska specialna epizoda za drugo sezono serije The Last of Us, po slovensko Zadnji med nami, po bodovsko Poslednji od nas. Specialna epizoda, ki je res nekaj posebnega, se je krajša, aktualna, a vedno pohvalna. Ta epizoda bo pokrila drugo epizodo serije, tako da preverite, če niste prejšnje epizode naše preskočili. V istem dnevu smo jo obe dali ven, tako da prosim pogledajte za nazaj. Druga epizoda, naslednje pa bomo, upamo, obdelali vsako posebej, na sporedu pa bodo, če bo le šlo, vsak torek ali sredo. Če ste se zdaj šele lotili serije ali jo pogledali šele pred kratkim, na isti način smo obdelali tudi prvo sezono, vse povezave imate spodaj v opisu epizode. Z vami smo, kot ničkolikokrat, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamo. Opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike, kljub temu, da je še sveža in topla in dišeča. Zdaj muska. Skratka, tole je zdaj, kot ponavljam še enkrat, druga epizoda druge sezone The Last of Us. Delali bomo skratka Through the Valley oziroma Po dolinci. Režiral je tokrat Mark Mylod, ki je vmes naredil The Menu, ki smo ga obdelali v 145. epizodi Njami, tako da poglejte tja, poslušajte še tisto. Bo pa to eden od prodanih duš, ki bo delala novega Harryja Potterja, napisan je kot režiser serije Harry Potter, ki jo vsi že vnaprej hejtamo, ne zato, ker bi bila slaba, ne zato, ker v njej nastopa temnopolti Snape, ampak ker ima avtorico, ki je grozen človek. Scenarij je pa drugače naredil spet Craig Mazin in pa v epizodi slišimo čisto na koncu, ko se rolajo krediti, ali kako to po slovensko. Napisi, zahvale. Ko rolajo vaši bančni krediti. Through the Valley slišimo Ashley Johnson. Če ne veste, kdo je Ashley Johnson, to je igralka, ki je posodila svojo podobo za podobo Ellie v igrah, ki je v prvi sezoni igrala Elijino mamo in tukaj skratka zapoje ta komad, tako da dajte si drugo epizodo, vse konec, še enkrat gor in še enkrat jočite z vsemi nami. Zdaj pa še pred tem bo pa Igor povedal povzetek te epizode, v kateri se itak ne zgodi kaj velik. Tako da, Igor, Igor se že mora robčke vleči ven. Igor, začni. Torej, spet začnemo z sceno, kjer je 5 let nazaj, Seattle, in vidimo Abby, kako v bistvu sanja, kot ugotovimo, da ni spomin, ampak so sanje, kako vstopa v ordinacijo, kjer je pač videla potem truplo svojega očeta. In potem pa se vrnemo v Jackson, kjer pač zdaj nam je vse bolj jasno, da se stvari dogajajo, ki gredo da bo vse šlo v franže. Namreč imajo vajo, kaj narediti, če bo štala, kar jim bo zelo prav prišlo čez par minut, in se odpravijo na patruljo, pri čemer Joel gre z Dino, Ellie pa z Jessijem, čeprav je hotela iti z Joelom, ampak on je že odšel. Skratka, opozorijo jih tudi, kar je še potem zelo pomembno, da obstajajo te inteligentni zombiji, se zdaj skrivajo pod trupla zmrznjenih zombijev, da se zaščitijo pred mrazom in da potem lahko napadejo od nenadoma, ker ne veš, koliko jih je spodaj. In potem na njih naleti Abby, ki opazuje Jackson. Abby in njena druščina so čisto v šoku, kako visoko civilizacijo je uspelo zgraditi tem v Jacksonu, in ona je odločena, da je treba pač še vedno iti Joela ubiti, medtem ko ostali so mnenja, da bi bilo pa nekaj takega pametno opustiti. Skratka, Abby pade, zdrsne po snegu in pristane na kupu zombijev, ki se nenadoma zbudijo in začnejo teči za njo.
in rešijo, ravno Joel, ta naključja. Prikladno. Tret ni česa. Za zgodbo. Ja, in ona njega in Dino odpelje do te koče, kjer so oni shranjeni, medtem pa pač, ker pride neurje, se oni pokličajo nazaj vse te pač patrulje, razen Ellie in Jessija, ki najdeta Eugenov Growhouse in hangata tam, nameravata tam prevedriti, na kar potem zveta, da se Joel ne javlja in se odpravita za njim. Ne? Potem imamo še eno celo sceno Dine, kak je bežala tam tisti rudnik, tisto zelo hudo posneto, zelo taka pristna zombijada. Potem pa imamo soočenje v tej koči, kjer pač je dosti hitro jasno, da Joel ne more pobegniti, da bo ona izvedla svoje maščevanje, razen če bi ga lahko kdo rešil, in vemo, da Ellie in Jesse sta na poti, ampak ne vemo, kako daleč sta. Medtem pa je cela štala, vsi tisti zombiji, ki so tekli za Abby, nenadoma ugotovijo v onih koreninah, da zaznajo v onih koreninah, ki so v Jacksonu, ki smo jih v prejšnji epizodi omenjali, zaznajo življenje in napalijo na polno tja in je cela horda in še neurje jih zakriva, tako da jih ne opazijo, dok niso že čist blizu. So pa vseeno, ker so pač sred vaje, ful pripravljeni, da se uprejo in potem je pač res hardcore bitka totalna, ki traja in je prav Game of Thrones level. Skratka, medtem ko se tele borijo in pač na koncu glih za silov se uspejo rešiti, pa Joel nima te sreče in druga sezona serije, ki so jo na veliko oglaševali kot serija z tem Pedrom Pascalom, izgubi Pedra Pascala. Ja, Bella, torej Ellie še vidi, kako se to zgodi, misliš, da ga bo rešila, ampak je prepozna. Pa tudi jasno ti je, da že v prejšnji sezoni smo imeli sceno, kako ga ona spravlja k sebi in da to ni serija, ki bi ti še enkrat pokazala isto. Ne? In ko vidiš, kako je on zlomljen, ti je jasno, da to je pa to. In potem je to. In Abby in ostali ostanki kresničk pustijo Ellie in Dino tam in se odpravijo nazaj v Seattle. Ja, močna, absolutno močna epizoda. Jaz bom preden povemo vtise, bi rad sem še to rekel, da mi je zelo zanimivo, ker prej sem omenil skratka tega režiserja Miloda. Milod je delal seveda tudi na Igri prestolov, ki jo je Igor omenil, in ta povezava, da je seveda Milod režiral epizodo The Broken Man, v kateri je svoj debi doživela Bella Ramsey, kot skratka, no kako je že liko ime Mormontka, mala debera. Medvedka, kot medvedka je tam doživela svoj debi, tako da sta tukaj lahko lepo nadaljevali, ampak ja. Torej, vtisi po drugi... Mito, ti si vedel, ti si vedel, kaj se bo zgodilo. Mene zanima, kak je vama, no? Igor? Mene je presenetilo že, pač čist, če gledamo oni ta obseg zombi obleganja, to je bilo kar hudo. Se mi zdi, da par njih se je malo neumno vedlo, ampak tudi tale rušilni zombi, ki je malo spominjal na onega iz Igre prestolov, ta Uruk-haja, ampak mi je bil kul. Pa tudi všeč mi je bilo, kako potem v bistvu umre, ko mu skuri možgane. Ker je tako čist vredo, ampak potem ugotoviš, da mu je možgane dobesedno zažgalo. Kar se tiče pa Joelove smrti, pa tako sem prej rekel pri povzetku, tam, ko vidiš, kak fejst je zlomljen, že pri zlomljeni nogi ti je jasno, to pa se ne bo v redu zacelilo. Ne? Pol pa, ko ga vidiš zlomljenega, pa tako, to
pa je to. Ampak še vedno, čist do zadnjega trenutka misliš, mogoče pa ne. Mogoče pa inteligentni zombi pa zdaj okužijo njega, pa bo. Jaz tudi moram reči, da nisem pričakoval. Nisem pričakoval, da bo tako hitro. Po nekih namigih sem razumel, da se bo Joelu nekaj slabega zgodilo, ampak nisem pričakoval, če že, da bo to se zgodilo v drugi epizodi druge sezone, še posebej zato, ker tako, kot si ti, Igor, omenil, seveda Pedra Pascala, zdaj le, ker eden najbolj vročih igralcev ta hip, kažejo, skozi je on tisti, ki promovira sezono, kar je seveda dober marketinški trik, mislim, absolutno tudi mora, ker je pač, kot sem rekel, eden najbolj zvezdnikov. Tako da malo me je presenetilo, posebej zato, ker sem mislil, da bo Abby šla ne bom rekel, da bo šla neko daljšo spletko, ampak potem, ko je on rešil življenje, sem mislil, da bo mogoče za hip v njeno prepričanost vdrla en mali dvom, ki bo rekel, kaj pa, če Joel mogoče ni najslabši človek na tem svetu. Ampak v resnici mi je zelo všeč, da se to ni zgodilo in da je, mislim, to je ženska, ki je 5 let to maščevanje gojila v sebi, rasla s tem maščevanjem, si želela tega maščevanja in seveda, ko dobi Joela, tudi če bi Joel zdaj in ne vem, kaj je rekel, ni tu človek, ki ga bo poslušal, to je človek, ki ga je prišel brutalno, tako kot pač reče, ne bo ga ubila, ampak se bo pač dobesedno ga demolira. Tako da to mi je bilo, moram priznati, da kakorkoli mi je šokiralo, se mi je pa zdelo, da je zgodbeno in vse skupaj zelo smiselno in tudi zelo mi je bilo všeč, da ni bilo nekega pretiranega, kako je bilo posneto vse skupaj, ker je bilo malo odmaknjeno, nisi videl teh udarcev, ker se mi je to zdelo, da recimo pri The Walking Dead zelo pogosto je bilo te glorifikacije nasilja in mučenja preveč, tukaj pa se mi je zdelo toliko bolj grozno, ker slišiš tiste udarce, kamera kaže pač gre ven iz sobe, ti slišiš une udarce, potem pa na koncu, ko vidiš Joela, tako kot si ti, Igor, rekel, pač veš, da je stvar končana. Da v neki realistični seriji, ki skuša pač se od tega človek ne bo več pobral. Ne. Mito? Ja, cool. Mito, pa sem rekel, dega, vse. Ne. Jaz sem vedel, kva bo, jaz sem pričakoval, priznam tudi mogoče, da se bo to pripetilo epizodo ali pa 2 kasneje. Vem tudi, da to ni zadnja stvar, kjer se Joel se pojavi, ker mislim, da nas čaka vseeno par flashbackov, tudi traileri to govorijo, to ni stvar iz igre zgolj, ampak traileri govorijo o temu. Jaz mislim, da sem se v igri bolj emocionalno odzval kot tukaj, mogoče ravno zaradi tega, ker sem vedel, kaj se bo zgodilo, je pa bila vseeno močna scena. Pa zanimivo mi je, kako so malo spremenili eno stvar napram iger tukaj in to je, da so dali Abby takojšno motivacijo. V igrah tega ne zveš. Ti ne zveš, zakaj. Aha, ok. Ti tam vidiš to nasilje, to maščevanje, ta hladen srd napram Joela, ampak ne zveš pa zakaj. In se ti šele skozi njeno perspektivo potem razkrije, ker igra pač naredi nekaj, kar jaz predvidevam, da bo serija zdaj naredila, da bo naredila drugače in to je, da v igri imaš 2 ločeni zgodbi, ko ti eno zaključiš, zaštartaš drugo in dobiš drugo perspektivo. In medtem ko tukaj mislim pa, da bo serija to začela zlivati skupaj, da bo ta perspektivi Abby in pa Ellie bistveno bolj sopostavljeni kot pa v igri. To je eno ogromen očitek pa hate, sovraštvo, ki se zliva potem na Abby, je mislim, da deloma zaradi strukture zgodbe, kako je bila izvedena tamle. Tukaj pa mislim, da skušajo na to kritiko odgovoriti. Odgovarjajo tudi glede na njeno fizikalnost, ker iz moškosfere je bila kritika, da je pač Abby bistveno prenabildana za nekoga, ki nima dostop do steroidov, kar je najbolj glup izgovor ever, ker pač v 5 letih ti dobiš mišiče, če delaš, ampak očitno iz moškosfere rabijo steroide ali kaj, ne vem. Nobenemu od njih še ni uspelo samo sterovati potegne. Skratka, zanimivo mi je, da so ji dali tudi takoj. Ona pove Joelu, ti si mi bil fotra.
V prvi sceni njen notranji jaz si reče, videla boš možgane, ne id kaj v operacijsko sobo. Tako da ta motivacija je ful bolj v spredju in me zanimivo, kako se bo to prepletlo. Pa tudi seveda to prepletanje njunih zgodb, ker v osnovi je Last of Us Part 2 igra zgodba o maščevanju. To je v bistvu zgodba, kjer se potem Ellie začne zrcaliti v Abby in nekako prepoznava, kam to maščevanje pelje. Tako da to je mislim, da osnova, na kateri bojo jahali pa zdaj naslednji 2 sezoni. Lahko eno stvar mi razložiš, rekel si, da najprej en del poli drug del, če prav razumem, torej najprej igraš kot Ellie in gre njena zgodba skozi, potem pa ugotoviš, kaj je gnalo Abby, ali kako kjera je prej, kjera kasneje, ne vem, da tudi ni tako fiksno, veš, da bi zdaj rekel, da čist do konca prepelaš, pa se nekaj zgodi. Imaš tak 3 dni furaš en lik, potem pa 3 dni furaš drug lik. Aha, okay, in se v bistvu te 2 zgodbi lovita. Mislim, da se serija tega ne bo šla, vse mislim, predvidevam, da ne. Tako da v igri skušajo tudi to narediti, da v bistvu to maščevanje oziroma lika zlivajo v isti talilni lovec. Kar pa se tiče Jacksona, pa horde zombijev, ki sedijo pod drugim truplet, zato da so malo bolj na toplem, tega pa v igri ni. To je pa čista izmišljotina oziroma doprinos adaptacije, pa mislim, da izjemno uspešna, ker odgovorijo na očitek, da pač za zombijado je premalo zombijev, tako da evo, tle jih imate. Pa mislim, da se tudi Jackson izkaže izjemno inteligentno, zelo dobrihno so pristopili do tega, kako to hordo ustaviti, z temi resursi, ki jih imajo, torej z molotov koktejlom, ki jih v bistvu z sodi katapultirajo preko obzidja in potem zažigajo vse, kar leze in gre in pluva in grize, pa potem, da jih v bistvu skanalizirajo na glavno ulico, pa potem postavijo tale mesoreznico, za njih, čeprav moram reči, ne vem, zakaj se niso blokirali tako kot oni v kletih, tudi potem tisti nad streših, pa na obzidih oziroma na vrhu stavb. Pa en joke sem še imel prej, ko si rekel, da imajo možgane cvrlo, veš, Igor, ko si na gobicah, ti cvre možgane. Drugače Max Brooks ne priporoča zažiganje zombijev, zato ker pač hodijo naokrog in zažgejo vse, kar pač pride do njih. Še manj pa priporoča metanje atomskih bomb na njih, ker potem pač dobiš radioaktivne zombije, ki te okužijo z radiacijo, če te ne uspejo grizniti. Right, dober nasvet, moram reči. To lekcijsko sceno so sicer snemali kar 4 tedne in so pač zelo časa pač porabili za tole, je pa drugač. So vsi rekli ustvarjalci, da v resnici jim je bilo teže posneti Joelovo smrt, kot pa to lekcijske prizore, ker so vedeli, da je tam vsa pač teža, emocionalna teža te epizode v tele. Jaz moram tudi reči, da če primerjam serijo z The Walking Dead, kar pač neprestano počnem, moram reči, da se je Jackson zelo bolj inteligentno branil, kot se recimo marsikatera utrdba pri The Walking Dead, kjer včasih se ti zdi, da so to ljudje, ki so včeraj slišali za zombi apokalipso, in se mi zdi, da pač, če si ti v neki utrdbi, če si ti v nekem preživetvenem načinu, živiš že pač vse od začetka apokalipse, da seveda boš pripravil neke inteligentne načine, kako se popasti z zombi, in tako kot sem že rekel v prejšnji epizodi, komunisti to znajo, pač komunisti se res pripravijo. Oni so v stanju, v stalnem stanju nevarnosti in evo, glej, vedeli so, da prihajajo zombi, še prejšnjo noč so ponovili drill in tukaj so, moram reči, kljub mačkom, kljub temu, da ima večina prebivalcev mačka od prejšnjega večera, so se odlično branili. Ok, kljub mačko, zdaj ko si mačka rekel, kako pa misliš, da je ta dialog potekal med Ellie pa tistim homofobom, ki potem se naslednji dan očitno, ne vem, počutja prisiljenega ali se dejansko kesa, ko se je upraviči in naredi sendvič z 2 zrezkoma? Jaz mislim, da je tukaj Ellie pač tako kot vsak najstnik, sem ne bi se glih ukvarjala s tem, zakaj morajo vsi neki soliti in drugi reševati probleme, ker to je zdaj spet, jaz mislim, da
tako kot je Joel skušal z nasiljem, skuša tukaj zdaj Marija s to svojo neko komunajzersko logiko, da se ji opravič. Pač tako, ker jaz sem tu dobil feeling, da tudi on mal tako, seveda ni najbolj vesel, da mora to opraviti, tudi une sendviče, jaz tistega ne bi jedel, kar ima je pripravo za pot. Ampak se mi zdi, da predvsem Eli je malo živčna, ker ves čas ima ta občutek, da odrasli pač odzemajo neko aktivnost in skušajo namesto nje reševati neke probleme, ker za njo pač, ok, pač rekel je to neki, pač ok, pustimo to, gremo dalje. Imam tudi ves čas občutek, da Eli rešuje težave za razliko od Joela, tako da jih pač potiska stran, pa gremo dalje, gremo v akcijo, dajmo pač ne se pogovarjati, ves čas se izogiba pogovorom in tako. Tako prekerc ful proba delati, pa se ne ukvarjati z realnimi problemi. Tako je. In mene je v resnici, ampak po drugi strani odlično prikaže pač njen karakter, ki tudi jaz mislim, da zaradi česar ima Joelova smrt tako čustveno moč, je ravno zaradi njenih teh zatajevanih čustev, ker potem, ko sta prejšnji epizodi je šla spat, je šla mimo njega, čeprav jo je čakal na verandi z kitaro popravljeno, spet ji je pokazal, glej Eli, spet tukaj, še ena roka, še en pač poskus nekega približanja, je ona šla mimo in zjutraj, ko pa je pač prespala in bi mogoče zdaj pa ona stopila korak naprej, je pa Joel že zapustil Jackson z zdaj svojo že skoraj nadomestno hčerko, skratka njeno sicer simpatijo, ampak se zdi, da z Dino ima nek odnos, ki ga z Eli nima in Eli pač, pač nimamo kaj, na koncu mu niti noč ne more povedati, ker pač pride in ga najde že in sicer zdelo se mi je, da jo sliši, zdelo se mi je, da jo vidi, zdelo se mi je, da je pač zadnji pogled, ki ga ima Joel, je še vedno usmerjen k Eli, ampak jaz mislim, da predvsem zelo dobro so res tole naredili in z časovnim preskokom in s tem, da ta konflikt je nam jasen, pa vseeno ni zdaj čist razdelan, so zelo dobro nas pripravili na ta, tako da iz nekega zgodbenega smisla zelo močna epizoda in zelo dobro izbrana, da je to že druga epizoda in jaz mislim, da je ta udarec bil zaradi tega toliko močnejši. No? Super, ok. Ne, super si povedal. Mislim, me prav zanima, kako bo to zrcaljenje naprej potegneno. Ful je teh sporednic med Abby pa njo. 19 let sta obedve očetovski figuri, sta odvzeti, obedve imata nek trening, nasilje. Mogoče nismo tega omenili, da tile bivše krstničke so se v prvi epizodi rekla, da gredo v Seattle in ko pridejo nazaj, jih Joel tudi prepozna, a ste krstničke, bivše. A ste militari, ste vojaki, pa tudi to se vidi, da so v bistvu visoko izurjeni. Da tudi potem ena par kritik, koliko sem jih prebral, zakaj v bistvu se oni niso infiltrirali v Jackson, ker je ful radi sprejemajo begunce, pa tak naprej. Mislim, da ne bi dobro delalo za zgodbo, da bi oni nekako fino lahko bili potuhneni tam z nekim orožjem, ki je bistveno bolj sofisticirano, kot pa ga oni premorejo tamle, ker je vseeno vojska. In da je ta odgovor, ta način, kako so to naredili, ok, pa pravilno, za ta tip zgodbe, ki ga želijo povedati. Pa jaz moram še posebej pohvaliti pa tisto sceno, ki je pa direktno z iger povzeta, in je ta scena, ko Abby beži pred hordo. Potem se sicer del horde odlepi, pa gre proti Jacksonu, del pa jo zasleduje in tista scena z ograjo, žičnato ograjo, ki se poruši, tisto je zelo intenzivna scena, moram reči, da zelo... Kolikokrat si se moral vrniti, da si uspel odigrati? Mislim, da v igrah je to narejeno, veš, na PlayStationu je tako, se svlečeš, pa moraš ta pravi čas gumb stisniti, pa nekaj tako, tako da ne spomnim se koliko krat, pa vem, da si zelo napeto zraven, vklopljen. Full fine. Parkrat smo že omenili vzporednice z Game of Thrones, ampak ena je še bolj očitna, in to je Red Wedding. Red Wedding moment je tisto, česar ljudje, ki niso prebrali knjig, niso pričakovali. In isto je zdaj tukaj scena, da pač to je tak moment, ki spremeni vse, ampak hkrati je če bi kdorkoli pogooglal to, bi tako izvedel, isto kot pri Red Wedding.
Prav spomnim enega tvita od takrat, ko je bil Red Wedding, da ja se spomnite tam enkrat konc 90-ih, ko so vaši frendi, ki so bolj geekovski, bili depresivni par mesecev, no, zdaj veste, zakaj. Jaz sem slišal tudi, da v bistvu zakončno s gamerji in folk, ki spremljajo samo serijo, da si lahko delijo meme. Potem ne vem, je bila celo igra narejena, kjer Abby špila golf z Joelom. A veš, da pač truplo toča po nekem golf igrišču. Jaz ne vem, kdo je to naredil, jaz sem samo videl posnetke, pa se mi je zdelo, wow, to so folk res sovraži ta lik, predvsem pa iz moško sfere, to je. Evo, tukaj bom nekaj povedal, ker sem se prav zabeležil. Folk, ki to poslušate, pa ne veste, niste igrali špilov, pa ne veste, zakaj je v bistvu toliko srda bilo po sredi potem zaradi tega igra, bodite previdni, ko ga poslušate, ker malo morje folka vklopljeno na to zaradi popularnosti te serije, ne? In večino, kar neki je bad playerov, no? Zunaj, ki bi bistveno rajše imeli kulturni boj, pa klikfehtarstvo, pa šarlatanstvo, kot pa iskreno kritiko. No? In tukaj bom direktno izpostavil Critical Drinkera, tisti, ki ga poslušate, Bog vam pomaga, ampak tisti, ki pa slučajno naletite na to ni kritika, to je v bistvu samo čisti šovinizem pa mizoginstvo. No? On v kritiki druge epizode Abby niti z imenom ne želi poimenovati, ampak govori nek gorgon. V bistvu je zelo slaba zadeva, tako da bodite previdni. Če želite, na YouTube je malo more poštenih kritikov, ki se bojo to lotili na bistveno bolj poglobljen ali pa celovit način, ali pa nas poslušate, no, smo tudi, mislim, da kar okej, no, pred temu. Ja, jaz bi še dodal, da je casting tele Caitlin Dever super. Ona je bila že v par odličnih filmih, Booksmart pa Short Term 12, pa predlani zdaj že, je na Disney Plus prišel tale dost zabavn sci-fi horror No One Will Save You, kjer v bistvu samo ona igra in tam tudi pač na koncu mislim, se bori proti nezemljanom tam in na koncu sprejme neko zelo zanimivo odločitev, kako pač zaključi celo zadevo, ki se mi je zdela, da ima tukaj en eho, recimo. Ja, glej, sej, jaz absolutno se strinjam, da tukaj je pač, hvala za to opozorilo, Mito. Jaz mislim, da dve stvari, ki se jih treba pri The Last of Us, a pa pri katerikoli kulturni produkciji zadnja leta izogibati, je spoilerov, ker definitivno je katastrofa tudi to, ljudje, pač ne počnite tega, če vi vstanete ob 6 zjutraj pa pogledate del, ne potem kvariti užitka vsem ostalim, ker res je bilo skoraj, da jaz sem že nekaj videl, da pač tako je bilo, hvala Bogu, kvazi cenzurirani naslovi, to, kar se je zgodilo, ne vem kaj, kako to vpliva. Pač tudi seveda mediji že takoj pritisnejo takoj z nekimi objavami. Skratka, izogibajte se tega, ampak se pridružujem tvojemu opozorilu. Res ne vidim razloga, no, da se tukaj pogovarjamo o nekih, da tukaj gremo se neke kulturne vojne, ne samo zato, ker nima nobenega smisla, ker je pač zgodbeno vse zelo dobro osmišljeno, ampak pač, če neke stvari ne marate, če vam ni všeč, nehite pač gledati, nehite s tem, da vam je nekaj uničilo otroštvo, življenje in gledanje, ker pač, jaz sem tudi, ker smo se prej z Igorjem pogovarjali pred začetkom snemanja, pogledal nova 2 dela Disney Plusovega Dr. Whoja in se strinjam, da nista epizodi neki blazno super, ampak prva ni problem tega, da je preveč prebojena, pač problem je, da je scenarij bolj šibek, ne pa zdaj. Prosim, nehajte, res moramo to početi, predvsem pa nehajte, se strinjam z Mito, nehajte futrati te ljudi in to poslušati. Ja. To je najbolj easy način, nehajte pač jim devati klike po pozornost, to je najboljše. Ja. Tako. Ja, Igor, si ti še hotel kaj? Ja, jaz bi samo dodal, da lik Joela umre zato, ker je tako v scenariju, ne zato, ker bi ženske močne, brez pravih mišic, ampak na steroidih ali kakorkoli že to zahtevale. In odločitev, da je to dal v scenarij, je pač na avtorju igre in potem avtorju serije in zgodba zelo dobro deluje.
Mislim, zgodba ne skriva, kaj želi biti. Razočaranje na tem, da si izgubil moškega protagonista tukaj, je v bistvu nekako me zaprepada potem, da je prav Critical Drinker je prav tako rekel, kaj bomo mi zdaj gledali. Se dobro veš, kaj boš gledal, ker si špil odigral, ne? Zdaj pač njega šokira, da bojo ženski liki v spredju in je v bistvu ogabno, kaj se počne tukaj, da ti šarlatani v bistvu sploh dobivajo kakršnekoli klike. Čakaj malo, to jih je presenetilo, kljub temu, da so igro odigrali. Se pravi, zdaj pa enkrat več nismo, moramo biti zvesti predlogi. Če bo šel tu logiko iskati, je ni. Gre se samo za to, da dobi ravno dovolj hejta oziroma tega odziva emocionalnega zaradi takšnih bedastih izjav, da boš, ne. No, jaz pa upam, da se je Disney Plus kaj ob gledanju tega naučil in da nas mogoče v Mandalorianu od naslednje leto čaka. No, baby Yoda, alone, no! Ne, kaj pa če bo Grogu umrl v bistvu? Moj bog, ki si ja, jaz bom sam še enkrat pohvalil. Meni tudi akcijski prizori v tej drugi epizodi so se mi zdeli zelo, zelo fajn. No. Tudi ta horda, spet napad te horde zombijev se mi zdel zelo dobro narejen in res ta bitka ti da neko epski občutek. Pa krati sem vesel, da je Jackson preživel. Malo sem se bal, da bo je zdaj pač vse porušili in bo Eli sama. In pa ja, tukaj ima zelo smiselno, da če pri prvi epizodi tega nismo mogli, ker smo drugi že videli, da govorimo tudi o Rajcerju tretje epizode, jaz sem ga bo dodan skratka v zapiskih. Če sem jaz prav nekako razumel, bo malo zgodba spet preskočila ali bomo pa videli neko montažo Eli, kako se pripravlja na to, da bo šla za Abby ali nekaj takega, skratka tam jo vidimo boksati vso besno in ne vem kaj, tako da domnevam, da bojo tukaj zdaj, hkrati pa ima eno od teh kresničk ujeto in ji tam, oziroma ujeto, pripoveduje skratka nekaj o Abby in tako naprej. Tako da, ja, zgleda, da tukaj bomo šli skratka v neke priprave na to, da se maščujemo. Ja, mislim, da pač po mojem bo ta epizoda, naslednja epizoda bolj dramsko zastavljena v smislu, da se vidi emocionalni izpad iz tega, no? To sem zelo grdo z angliščine prevedel to. Skratka posledice tega dejanja pa, da Eli nikoli ne bo mogla svojega konflikta s svojim nadomestnim očetom rešiti, da je pač to luknja, ki bo zazevala v njenem lifeu. Hkrati pa kako, ker Dina je videla, posnetek je bil zelo dobro nastavljen v drugi epizodi, Dina pred njo spavajo, jih vpraša, pa celo vidi na nek logo na njihovem nahrbtniku, po katerem bojo oni lahko izsledili, kam so Abby in ostala morilska kompanija odvihrali naprej. Ja, sej. To, da imaš logo, zelo koristno. Ja, za zgodbo. Ja, glej, sicer je pa Eli sej ni velika skrivnost. Eli je v prvi epizodi igrala Nirvano, oni grejo v Seattle, mislim, logično. Ja, kjer bojo Pearl Jam špilali. Zombi Pearl Jam. Ja, tako da ja, jaz absolutno zdaj pričakujem skratka to, da bomo videli, kako se bo zdaj pač Eli skušala maščevati in predvsem, da bomo te vzporednice, ker meni je pa seveda zdaj tukaj povsem jasno, ne. In zanimivo mi je, da Abby na to recimo v prejšnji epizodi ni reagirala, da je videla skratka zlomljeno Eli in da ni povezala tega, da skratka, če jo bo pustila živo, da Eli ne bo odnehala in tudi Eli je takoj, to smo mogoče v prvi epizodi pozabili omeniti, je takoj povedala jim, da jih bo vse našla in vse pobila. Tako da predvsem mene tudi zanima, kako se bo Eli odzvala na druge kresničke, ki so Abby vendarle kljub temu, dobro, so ji držali štango, ampak se je videlo, da je to, Mito, ti si omenil, da so vojaško izurjeni. To nasilje, ki ga je Abby pokazala v prvi in to mučenje, recimo, da to ni vojaško, no? Da niso oni trenirani, čeprav vemo, da vojski se dogaja marsikaj. Razen, če se vi izraelski vojski, ampak ok. Ja, sorry, mogo sem. Ja, to sem nekako namigoval, ja. Ne, vidi se, da v bistvu so razdeljeni liki, da niso vsi on board, no, da se tako izrazim, z Abby in maščevanjem, da imajo v bistvu zelo svoje motivacije, ne? Da pa so nekako bili zavezani, mogoče bolj svoji obljubi iz prve epizode,
kot Ja, in pa tudi, in urjenju. tudi imaš občutek, da oni so neke vrste vojaška enota in ona je glavna. In ona je poveljnik in tako, ko rečejo, ona tako bo. Ja. In oni jo lahko probajo zmanipulirati, ne bojo pa zdaj rekli, ok, glasujmo glede tega, ali gremo probati v Jackson ali pa nazaj. Ne? On reče, moj načrt je, da jo nekako prepričamo. Ne bojo se ji postavili po strani, ker pač je zelo jasna struktura. Ja. Kratka, jaz se veselim tretje epizode, veselim se tudi serije, če tudi sam objekujem odhod Pedra Pascala, ampak se pa strinjam mito, da domnevam, da tamle videli smo, da neki brska po njegovih stvareh, najde tudi njegov revolver in tako naprej. Garantiram. Da bomo skratka videli flashbacke. Trailer je že pokazal flashback v Špilu, ima še eno, kako naj rečem, flashback, ki je kao side quest in ti vzame v bistvu celo uro ali dve, nekaj tasga, dogaja se taka poletna scena. Nekdo, evo, če povem, to je v traileru tudi pokazano, tako da oprosti, ni kvarnik, nek dinozavrček se pojavlja, gre se za en njun izlet. Predvidevam, da bo to ločena epizoda, tako kot smo imeli 3. ali pa 6. v prvi epizodi. Evo, to je pa vse, kar povem. Tako da ni na zadnje, ki smo videli Pedra. Ok, pa definitivno jaz mislim, da bomo še šli v ta njun konflikt, da to pač ta ideja neka, da kako se je to zgradilo. Mogoče bomo natančneje verjetno videli, kje se je ta prelom zgodil, kje je ona ga mogoče soočila s tem, da ji laže ali pa kakorkoli. Ok, kakšni so bili kaj vaši vtisi? Povejte nam na Discordu, Facebooku, Instagramu, Blue Skyju, če nekaj drugače na X-u. Ali pa nas nagovorite v vrsti na meji, ko bomo na poti do obmorske hiše, ki nam jo zastonj posoja naš pomembni prijatelj. In če boste preživeli do takrat, se poslušamo znova naslednji teden. Pa. Adios.